Samo malo. I had the same thing. I agree. Drage dame in gospodje, lepo se takole sredi poletnega dne pozdraviti v tako velikem številu. Ste vedeli, da je iz Revoza do danes zapeljalo skoraj 2 milijona Clio. In da je ta modela mašina med najbolj prodajanjem v Sloveniji, v svetu pa je bilo od leta 1990, ko je bil Clio predstavljen skupaj prodanih že več kot 15 milijonov tega. Avtomobil, ki je bil večkrat izbran za najljubši model po izboru ljudi v svoji rodni Franciji in je že vse od leta 2014 tudi vodil v evropskem B-segmentu. Še ena takšna zanimiva informacija, morda povezana s Slovenijo. Clio je bil evropski avto leta 1991, ko smo se osamosvojili, in je bil evropski avto leta 2006, kar je malo po vstopu v Evropsko unijo, pa malo pred tem, ko smo pobrali tudi evro. Iz Revoza Clio vozijo že dolgih 26 let. Danes pa bomo iz tovarne zapeljali oziroma pospremili Clio 5. generacije, za katerega smo pripričani, da bo, tako kot vsi ostali Clio, tudi velik hit, če ne celo še največji. Renaultova največja svetovna prodajna uspešnica namreč prinaša kar nekaj zanimivih tehnoloških in tudi oblikovnih rešitev. Zasnovali so ga po principu dualnosti, evolucije in revolucije. Njegova zunanjost prinaša več zrelosti, notranjost pa je bila popolnoma preoblikovana po navdihu avtomobilov iz višjih cenovnih razredov, tako v smislu kvalitete, kot tudi tehnologij, ki so na voljo. Če bi ga morali opisati z 2 pridevnikoma, bi za Clio 5 izbrali besedi dinamičen in moderen. Zagon proizvodnje novega Clio je za Revoz in za njegovo lokalno ter širše okolje zelo pomemben trenutek. Podjetje je v ta namen izpeljalo kar nekaj večjih investicij. Govorimo lahko o tehnološkem preboju, kar je mogoče najpomembneje, pa je to, da je podjetje ob zagonu proizvodnje Clio 5 odprlo tudi nova delovna mesta. Trenutno je v Revozu, ki je največji slovenski izvoznik, zaposlenih okoli 3400 ljudi in kadar delajo v 3 izmenah, seveda proizvodnja obratuje z največjo zmogljivostjo. Produktivnost tovarne je primerljiva z drugimi znotraj skupine Renault, je pa seveda odvisna tudi od posameznega obdobja, saj seveda ob času zagona proizvodnje novega modela je težko držati vse kazalce produktivnosti
mobilnosti na najvišji možni ravni. Več o tem pa nam bo seveda povedal naš prvi govorec, predsednik uprave Revoza, Mr. Irskan. Please, the stage is yours. Dear Prime Minister, dear Minister of Economic Development and Technology, Your Excellency Ambassador of Republic of France to Slovenia, Your Excellency Ambassador Republic of Turkey to Slovenia, dear President of Chamber of Economy, Dolenska, Bela Krajina, dear Mayor, and dear guests. Welcome to Novo Mesto and thank you joining us today on this important day where we are starting the production of our new model called Clio 5. As you know, Renault is an international group with French roots, building its strength within the alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Last year, the biggest alliance in the global automotive industry. Behind this unique human and industrial adventure, there is so much more. 2.9 million cars sold, 183,000 dedicated employees in 37 different countries sharing the same passion. That is the passion for cars. This powerful energy comes from Renault's vision based on its brands, Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, and Lada, having only one clear objective: providing sustainable mobility worldwide. Revoz plays an important role in this successful story for almost 50 years now. We are aware of our importance for the Slovenian economy as the largest exporter and a company with a 3.9% GDP share. Yes, competitiveness is our main goal, and it should be, because we are fully aware of our responsibilities to preserve this company for the future generations. And we will do it with a great attention to our employees, environment, as well as the society. Revoz on the way, so-called smart factory, where digitization is the key point. However, our asset are people, the collaborators working together the same objective. That's why I would like to sincerely thank to our employees, and we are organizing a special event for them on July 13 called Revoz Day. Our thanks go also to you all, our suppliers, partners, who are our reliable ally, and last but not least, to the Slovenian government, who also supported the project with a direct incentive and demonstrated it values the role of Revoz and the automotive industry. We appreciate also a great collaboration with the local and the national authorities, as well as the Chamber of Commerce on the project of the third deployment axis. That is an important issue for Revoz's future. And finally, I have to thank Clio. Clio is the Renault's bestseller. Clio is the most appreciated car by Slovenian customers. Clio is in the ranking first in the sales for more than 20 years. And Clio is a flagship product of Revoz. So far, we have produced almost 2 million Clios, which represent a half of our production volume in the plant history. And now, it's time for Clio 5. It's time for celebrating it. Thank you. Thank you, Mr. Irskan, for inspiring speech. Zdaj pa bi rad na oder povabil ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška.
Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, spoštovani veleposlanici, francoska in turška, spoštovani predsednik uprave podjetja Revoz Novo mesto, predsednik oziroma direktor podjetja Renault Nissan Adriatica, spoštovani poslovni partnerji, novinarji. Moram povedati, da mi je res veliko zadovoljstvo prisostvovati danes temu pomembnemu dogodku za Revoz in za Novo mesto. Revoz je pomemben igralec v slovenskem poslovnem prostoru in kot takega je prepoznala tudi Vlada Republike Slovenije, s tem, ko mu je že v dosedanjem obdobju pomagala pri njegovem razvoju. Tudi današnjo investicijo, ki jo bomo odprli, smo podprli s 6 milijoni evrov in to je na koncu priznanje Revozu za dosedanje sodelovanje in tudi zahvala za vašo odločitev, da boste 5. generacijo Clio proizvajali v svoji podružnici tukaj pri nas v Sloveniji. Revoz ni pomemben za Slovenijo samo zato, ker je največji slovenski izvoznik. Revoz je pomemben zaposlovalec, ko ste slišali, zaposluje skoraj 3500 ljudi, vendar ni pomembno samo to. Pomembno je, da imate nadpovprečno dodano vrednost, mislim, da je v letu 17 znašala 75.800 evrov in vse to so rezultati, ki so rezultati tudi našega sodelovanja z vami. Seveda pa je uspeh vsakega podjetja rezultat tudi dobrega sodelovanja, pa vzajemnega sodelovanja z okoljem. Verjamem, da je tudi v vašem primeru tako in tudi naša vlada si želi, da podjetja, ki jim finančno pomagamo pri njihovem razvoju, delujejo tudi družbeno odgovorno. In verjamem, da je to zgodba podobna tudi tukaj pri vas v Renaultu. Nekaj besed še o slovenski avtomobilski industriji. Vi kot Revoz ste vzor za ostalih 284 slovenskih podjetij, ki delajo v avtomobilski industriji. Avtomobilska industrija v Sloveniji ustvarja 10% bruto družbenega produkta in izvozi več kot 20% vsega slovenskega izvoza. Za vse te rezultate lahko rečemo, da je zaslužno tudi poslovno okolje, ki je omogočilo, da se je ta industrija razvila v tej smeri in v tem obsegu. Avtomobilska industrija Slovenije zaposluje 16.000 ljudi direktno, indirektno, posredno pa še 5-krat toliko v dobaviteljskih verigah. V Sloveniji smo to industrijo prepoznali kot pomembno, zato smo jo pač znotraj SRIP-ov slovenskih strateških razvojnih partnerstv pač določili kot eno od 9 pomembnih panog in v okviru SRIP-a ACS plus mobilnosti verjamem, da bomo prišli do naslovitve reševanja pomembnih problemov za avtomobilsko industrijo v prihodnosti, to pa je vprašanje elektromobilnosti in pa avtonomne vožnje. Ker danes odpiramo tujo neposredno investicijo, nekaj besed tudi o tem področju slovenske ekonomije. Gre za to, da je potrebno vedeti, da nam tuje neposredne investicije od leta 2014 strahovito rastejo, da smo v lanskem letu, koncem leta 2018, dosegli obseg 15,2 milijardi tujih neposrednih investicij, kar znaša 33,3% bruto družbenega produkta Slovenije in da je to 1,2 milijardi več, kot je bilo v letu 2017. Tudi uspeh podjetij v tuji lasti je nadpovprečen, če jih primerjamo z ostalimi slovenskimi podjetji. Ampak glede na to, da ste pred časom tukaj proizvedli omejeno število Clio pod blagovno znamko I Feel Slovenija, mi dovolite, da si sposobim vaš slogan in da ko označujemo slovensko poslovno okolje, lahko rečemo, da imamo v Sloveniji vse, kar imajo veliki. In to je temelj, na osnovi katerega
lahko računamo tudi v bodoče na naše odlično sodelovanje in želim vam veliko uspehov v proizvodnji v tem obratu v Novem mestu. Najlepša hvala. Ja, hvala vam za vaše besede, gospod Počivalšek. V čast pa mi je, da je v naši družbi tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec. Gospod Šarec, izvolite, odr je vaš. Spoštovani predsednik uprave, spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe in gospodje. Zgodovina tovarne, v kateri danes spuščamo v proizvodnjo novega klija, ima dolgo zgodovino in tudi sam imam nekaj izkušenj z Renaultovimi vozili. Doma smo imeli najprej Renault 4, še sive barve, 900 kubičen, potem smo imeli drugi Renault 4 TL, nato smo imeli Renault 4 GTL. Sam pa sem začel svojo vozniško kariero s 15 let starim Renaultem 9, ki je bil leta 1982 avto leta, evropski avto leta in pa tudi prvo vozilo, ki je bilo narejeno s pomočjo računalniške tehnologije. Nato sem imel še Renault 19, ki je zdržal tudi kar dolgo dobo, tako da sem se tudi na lastni izkušnji lahko prepričal, da so ta vozila bila vedno tudi napredna in tudi za tiste čase. Seveda je šel razvoj nesluteno naprej. Razvoj nas sili vedno novim dognanjem, vedno novim ciljem in seveda za ljubitelje bencinskih hlapov se bližajo težki časi, novi časi, kajti motor z notranjim izgorevanjem je v svojem bistvu že 100 let enak. In seveda zdaj nam pravijo vsi, da se nahajamo na neki prelomnici, ko bo treba iskati nove tehnologije, ko se bo treba bolj zavedati tudi okoljevarstva. In zato seveda ni naključje, da vedno spodbujamo razvoj, da vedno spodbujamo nove tehnologije in tudi seveda ta Clio serije 5, ki mu bomo danes dali zeleno luč tudi uradno, bo seveda vseboval vse te parametre. Lahko smo ponosni, da že 60 let gostimo tukaj tovarno in da je bila zgodovina tesno povezana tudi z avtomobilsko industrijo in tudi danes je tako. Imamo kakovostno delovno silo, imamo ljudi, ki imajo znanje, ki imajo izkušnje, predvsem pa nekaj, kar je zelo pomembno, to je pripadnost. Pripadnost ideji, pripadnost svojemu kolektivu in pripadnost tudi okolju. Zato sem izjemno vesel in ponosen, da sem lahko danes z vami ob tem dogodku, ki bo začrtal nove meje v razvoju avtomobilske industrije in praktično 2 milijona vozil, to pomeni, da bi za vsakega prebivalca Slovenije lahko imeli eno vozilo in to je kar velika številka in izjemno uspešen podatek. Slovenija bo vedno podpirala tudi tuje investicije, kajti brez investicij, seveda brez sodelovanja, potem tudi razvoja ni. Zato se pridružujem ministru Zdravku Počivalšku vsem, kar je povedal in tako se bomo trudili še naprej. Je pa seveda za vas danes velik praznik in zato vam iskreno čestitam ob tej novi veliki pridobitvi, ki je pomembna za vse. Želim, da bi se ta vozila varno in srečno in naredila veliko kilometrov in naredila veliko veselja tistim, ki vozijo. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Šarec, tudi vam najlepša hvala za te spodbudne besede. Drage dame in gospodje, le še trenutek nas loči, da bomo zakorakali skozi tale siva vrata na moji desni, vaši levi.
verjetno ste že vsaj malo neočakani. Pred tem velikim korakom v Revozovo prihodnost pa bi vas za nekaj trenutkov rad popeljal še v preteklost. Da danes stojimo tukaj, je bilo potrebno nešteto ur, tednov in mesecev načrtovanje, seveda tudi dela. Poglejmo, kako so potekale priprave na začetek proizvodnje novega vtija. Do zaključka uvoda naše današnje druženje. Preden se podamo v proizvodnjo, bi se lepo zahvalil našim trem današnjim govorcem, ki bodo seveda za medije za izjave po samem ogledu proizvodnje, tako da brez skrbi izjave bodo. Bi pa rekel, da je bila to res ena taka lepa popotnica za Clio, ki bo iz Novega mesta zapeljal, ko rečem, kar na svetovne ceste. Zdaj pa vas prosim, da sledite kolegicam tamle pri izhodu in se počasi premaknemo v proizvodnjo, kjer bomo simbolično začeli samim štartom. Hvala.
Drage dame in gospodje, dobrodošli v srcu Revoza, tu, kjer se zgodi magija. Jaz bi vas samo prosil, če nam pustite tole linijo prosto. Ne bom še izdal zaradi česa, ampak boste kmalu sami videli. In pa seveda v istem trenutku bi lepo prosil naše tri častne goste, gospoda Šarca, gospoda Počivavačka in gospoda Juskana, da se mi pridružijo tule. Please join me here for the reveal of, well, we are going to start it as we should, with the button. Let's just wait a little bit, and now everybody knows why they had to move from the line. Okay, gentlemen, I think this is the moment we've been waiting for. Please join me, and I think we are ready to start with the production of Clio 5. Ready? 3, 2, 1, go! Thank you, gentlemen. A round of applause.
hvala fantom skupine Flipping Art za ta akrobatski intermezzo. Preden pa mi gremo na ogled proizvodne, pa bi le še prosil za malo potrpljenja za dve fotografiji. Prvo bi prosil in k sebi vabim že predsednika vlade, ministra, obe veleposlanici, predsednika gospodarske zbornice, župana in predstavnike vodstva Revoza, če se lahko mi pridružijo tule za fotografijo. Kar izvolite. Hvala, v redu, ja, ni problema, vsi imamo svoj prostor. Tako, zdaj pa vas prosim vse, da bomo na nek način obeležili ta dan, da bomo imeli fotografijo še za spomin ali pa vsaj za na Facebook, da se nam pridružite tule. Naš fotograf ima že posebno mesto, tako da nas bo vse zajel, tako da prosim vse tiste, ki ste se danes prišli pokloniti na nek način proizvodnji novega Clio 5, da se mi pridružite oziroma da vsi skupaj naredimo skupinsko fotografijo. Jaz mislim, da tudi zaposleni, da je zdaj čas, da pridete malo bolj naprej, da pokažemo, koliko nas je na fotografiji. Dajte, kar stopite naprej, ja. Saj konec koncev je to vaše delo, ne? Super. Skaj prosim, naš fotograf je tamle gor, tako da ga vsi vidite na najvišji točki. Zdaj pa pravilo številka 1, če ne vidite fotografa, tudi vas ne bo videti na fotografiji. Kar še bolj skupaj. Pejte še riknec, no, pejte še nazaj. Še nazaj, no. Še nazaj. Kaj pa delamo? Avto je šel. Avto zdaj ni več. So jih že prodali. Ja, šaj. Jaz mislim, da smo s fotografijami zaključili, tako da najlepša hvala. Hvala za potrpežljivost. In zdaj je seveda čas, da se odpravimo na ogled proizvodnje, tako da se bomo pomaknili kar malo naprej. Tjale v smeri proti mestu, kjer je pripeljal voziček z gumbom, ki so ga pritisnili naši gosti. Jaz pa bi se vam zahvalil za tale obisk v tej priložnosti in bi dal Clio 5 eno tako lepo popotnico, produktivno in dinamično. In seveda še enkrat hvala ter uživajte ob ogledu proizvodnje. Seveda dobite pri naših kolegicah tudi slušalke. Slušalke, prek katerih boste dobili seveda še podrobnejše podatke o sami proizvodnji. Tako da, če samo sledite poti in se oglasite pri naših kolegicah. Hvala. Quali si ha, sì. Ok.
Vse goste lepo prosim, da seveda, da lahko normalno začnemo tudi s proizvodnjo in nadaljujemo z delom, da sledite meni. Jaz se zdaj pomikam stran od teh avtomobilov, izjave bodo na voljo tudi kasneje po ogledu, tako da brez skrbi vsak bo prišel tudi do svojega materiala, od kolegov. Tukaj pa so naše hostese, ki imajo za vas pripravljene slušalke. S temi boste šli na ogled proizvodnje in boste približno dobivali dodatne informacije. Tako da prosim, če pridete kar na ta konec. In vas vabim, da vzamete svoj par slušalk in uživajte na ogledu proizvodnje novega Kia 5 Revolution.
And working with Nissan had that and he also do it only. Nekaj osnovnih informacij o naši komandi. Sam proizvodnik kjer zabeležimo in oblikujemo pločevino po pločevinski del. Karoserija naprej nadaljuje v lakirnico, kjer jo zaščitimo in končno lakiramo. In zadnje dejanje se izvaja tukaj na montaži, kjer gradimo nekje od 8 do 1000 montažnih delov na posamezno karoserijo. Tukaj vidimo prvi del montažne linije in sicer se montirajo sestavni deli po nekem logičnem zaporedju. Začnemo z cevmi, potem montiramo električne vode, zaščite, izolacijo, kepihe, skrobe in zadnjo delovno mesto v tem obratu je montaža. Danes proizvajamo štiri različne modele, vse na eni liniji. Plino faza 2, smart električno vozilo, Clio 4 in pa novi Clio 5. Clio 4 bomo pridemo v stalo tega meseca. Vidite, da operaterji posebnosti linije, ki vidite tukaj na desni, je, da se vozijo dol in da karoserija spreminja višino, torej karoserija se spreminja dol in sicer se prilagaja delovno mesto. Na ta način smo izboljšali svoje delo. Na naši desni pa je stara linija za montažo stek. Ta linija ni več odgovarjala onim standardom
vzpostavili novo linijo, ki bomo gledali tukaj na ekranu, novo robotsko linijo za montažo stekla na vozilo. Vidite, robot prime steklo, ga namaže z rekvirnim masom, s pomočjo kamer preveri odprtino na vozilu, izračuna optimalni položaj, zdaj še meri s kamerami, izračuna optimalni položaj in položaj stekla na ta zagledate nove celice debelina, posebej za razstanjšanje debeline stekla in pa zaradi vse višji zahtev kakovosti. Na ta način imamo vse preverjeno. Ja, ko že govorimo o robotih, naj povem, da imamo obratovalnem nekaj 600 jih je v Hrvatski, kjer sestavljamo za projekt, ki je vse nove robote smo dodali tudi na liniji lamiranja, in sicer smo zamenjali 7 delovnih mest iskalcev z roboti predstavitelja ABB. Trenutno se nahajamo na sredini med fotogratom mehanike, ki je na levi strani, in pa drugo linijo sestave mehanike. Na fotografu mehanike sestavljamo predvsem motor, prednjo kremo, zadnjo kremo in pa ostali stvari, in jih s pomočjo razrejo, ki bo spominjalo med obiskom, pripeljamo na kremo. Tukaj tudi za predsednik premena, na vrata, ki smo že v začetku našli odpravili iz periferije. Dajte tam na zeleno. Izdelujejo pri dobavitelju agent, le danes naše pomaga, bivši in zanimivo je, da nekaj ustavlja se, da je to zato naše razporedne ljudi. Torej, dobavitelj dobi pred začetkom fotografije informacijo o sedežu, da izdela in dostane v redu pri zapisku. Včasih tam, da govorimo o tako imenovanem kvantifikaciji, delo oziroma mi rečemo sinhronizacijo z našimi projekti. Na podoben način bodo druge delo, stvarje, pneumatike in pa kolesne področje, predvsem zato, ker je zelo velika raznolikost dela. Ta je na naši levi strani lahko vidite linijo naše dve linije montaže, dve liniji najprej notiram na zadeve pašo, tudi jašem kolesa, posebej najbolj sredstvo, v delu dobim vse tekočine. Vodilno tekočino, dovoljno tekočino, tekočino za hrane, nekaj verjetno vidi na koncu linije, v koncu dobavlja pasažer. Prej smo že omenili problem oziroma izziv, tudi velik izziv predstavljata logistika, predstavlja delovna linija. Kot vidite, imamo med vozili digitalni dogovorski naprej pripravljeni deli, naprej pripravljeni deli, ki jih operaterji vgradijo na vozilo. Torej priprava delov, ki se pripravljajo naprej v skladišču, v skladišču. Vidite tudi, da imamo na liniji mestna vozila, to je element Twingo, tudi Trio vozila. Vozila prihajajo v zaporedu. Tukaj dele nakladamo na vozličke v toni
prvič izraženo in samostojno za poskus linije. Sledijo seveda testi, kot so nastavitev paralelnih koles, nastavitev zaletov, nastavitev radarjev, nastavitev kamer in potem sledi testna vožnja na dalji, kjer vozilo doseže več kot 100 metrov in tako se sepleje na delovno temperaturo. Zatem sledijo še dodatne, za tem kontrolom sledijo še dodatne kontrole, vozilo gre na test po cesti. Čakajte, dajte pa še malo nazaj. Zdaj pa novinarji. Kar nazaj. Tukaj bo avto zapeljal, avtomobilom se bo zapeljal. Avto bo šel tako tukaj ven. Tako bo zavezal. Tako da ne gledajte. Tukaj mora biti prostor za avto. Bešte. Avto gre levo. Ja, levo, ja. Budi, pojď bolj nazaj. Dajmo malo nazaj, avto gre. Ja, grem. Pojď nazaj. Zdaj se tim bolj nazaj. Ja. Budi, zdaj pojď nazaj. Čak se bo snela, kaj? Na koncu montaža, na desni in na levi strani je prostor za popravila vozil. Torej, če nam ne uspe narediti prvič dobro v prvem poskusu, dokončamo popravila na tem delu vozil. Na levi strani vidite novo sobo, ki smo jo postavili tudi za dovolj prijatelj. In sicer v tej sobi imamo trikrat vlakatno izmeno sestavlja za izboljšanje kakovosti. Predvsem sedaj na začetku proizvodnje Tria 5 usmerjamo veliko energije za izboljšanje kakovosti. To se glavno zaživa hvala standarda Light Production Kit. Je tudi en sredem prihodnje
čakaj, tole smečke zdaj pa prvi. Zdaj, glede na zgodovino avtomobilov sem kar s tem odpeljal naprej. Logično nadaljevanje, vedno, ne? Kje bo izraz? Tu ne bojo, v senci, tu je. Ja, v senci ne bojo. Tam bo je A lahko počakamo še našega snemalca, prosim? Kam pa je šel? Ej, a si kje Jana videla? Ja. Se pravičujem. Ste v redu? Ne, pustimo stati. Da ne bomo tako negativni. Ja, no, tako. Ja, tako da vse je okej. Bomo popoldne negativni. Tako. Rekel, dajmo mu priložnost. Naj ima trenutek zase. Je, za nama je bil tam, Aha, evo ga. malo so nas narobe poslali. Teč. Ma bo. Kako je to kao? V redu je. Spustite vi. Hvala. Ja. V redu sem že navajen. Nobene kulture nimajo danes, a ne, dajte nič, nobenega reda. Po cesti. Vožnja je prijetna, sem imel priložnost tudi stestirati, tako da mislim, da bo to nova zgodba o uspehu. Kaj lahko poveste o današnjem odprtju in pa sodelovanju države? To je seveda velik dogodek. Vsakič, ko se da v proizvodnjo nov model avtomobila, je to sigurno velik dogodek, tako za tovarno, kot tudi za državo. Vedno tudi moramo stremeti k napredku in verjamem, da bo sodelovanje še naprej dobro. Smo seveda naklonjeni investicijam in vemo, da brez seveda določenega vložka tudi ne more biti rezultata. Danes se je to združilo in verjamem, da bo proizvodnja uspešna. Za nas je to izjemno pomembno, gre za delovna mesta, gre za tudi dodano vrednost in zelo dobra popotnica tudi za naprej. Kako? Bi. Še kje drugje tudi. Gospod Počivavšek, Samo zraven ne bi prišel. Torej, to podjetje je zelo pomembno za našo državo, mogoče kako naša vlada pomaga. Najprej moram povedati, da sem zelo zadovoljen, da so se v Renaultu odločili, da bodo 5. generacijo proizvodnje Clio zaupali svoji slovenski podružnici tukaj pri nas v Novem mestu. Naša država in vlada je že prej sodelovala v preteklem obdobju z Renaultom pri njihovih investicijskih projektih in tudi pri tem investicijskem projektu, ki je vreden 90 milijonov evrov, smo sodelovali s 6 milijoni slovenske podpore kot na nek način zahvala za odločitev za proizvodnjo 5. Twinga tukaj pri nas in pa tudi v čast dosedanjega dobrega sodelovanja. Verjamem, da bo razvoj proizvodnje Renaulta tukaj v Novem mestu doživel tudi prihodnje še večje korake naprej. Kako je pa z drugimi podobnimi naložbami, kaj se dogaja z njimi, lahko naštejete še pa so kakšni pogovori z morebitnimi podobnimi vlagatelji? Najprej moram povedati, da smo veseli na tem, da smo bili v zadnjem obdobju uspešni pri tujih neposrednih investicijah, da smo v lanskem letu dosegli 15,2 milijardi, kar je 1 milijardo 200 milijonov več kot leta 2017, kar je skoraj 33,3% bruto družbenega produkta. In sami veste, da smo na nek način zdaj v eni fazi odpiranja
tistega, kar smo v preteklem obdobju sejali, je skava. Ta projekt smo začeli v lanskem letu, tukaj v Renjoju, v naslednjem tednu se odpira proizvodnja uradno Magne v Mariboru in veseli najbolj to, da imamo na Arsu čez 100 vlog za okoljevarstvena soglasja. To pomeni, da se bo v Sloveniji še veliko investiralo. In to kaže, da imamo spodbudno poslovno okolje za podjetnike domače in tuje. Hvala. Gospod Šarec, kako je bilo v Bruslju? Ste zadovoljni z razdelitvijo teh top pozicij? Naporno. Najprej seveda v nedeljo, potem v noči na ponedeljek smo sedeli 18 ur, seveda brez odločitve, zadevo prekinili do 11. ure naslednji dan, potem se je začetek nekoliko zavlekel, ker so se dogajala pogajanja, ampak pomembno je, da je končni rezultat potem vendarle nekako prišel, to je kompromis. Iskanje je bilo seveda najmanjšega skupnega imenovalca, zagotovo pri toliko državah je to normalno in lahko smo zadovoljni. Seveda, nikoli niso vsi z vsem zadovoljni, ampak mislim, da je ta sestava zdaj tista, ki je optimalna v danem trenutku in upam, da bo Ursula von der Leyen potrjena tudi v Evropskem parlamentu in da bodo potem vse inštitucije lahko tudi začele delati. Želimo pa seveda od nove komisije nekoliko več aktivnosti pri širitvi na Zahodni Balkan in pa tudi pri nekaterih drugih vprašanjih. Tako da v glavnem smo lahko kar zadovoljni. Sestava pomeni za slovenske interese? Ja, sestava pomeni, da bomo lahko, da ni več tistega, kar je bilo prej, se pravi, da so imeli vse pozicije člani Evropske ljudske stranke, zdaj je to različno, so tako člani Evropske ljudske stranke kot socialisti, kot tudi ALDE grupacija. In to je pomembno, prvič za razvoj demokracije, drugič pa za uveljavljanje različnih interesov. Seveda Slovenija je lahko zadovoljna s to sestavo, mi smo tudi bili dovolj fleksibilni pri podpori, seveda težilo se je k temu, da se doseže konsenz, se pravi, da ne bi preglasovali nobene države, ker to je potem slaba popotnica. Žal se je zgodilo, da se je Nemčija pri lastni kandidatki vzdržala zaradi notranje politične sestave, socialisti so seveda dali ta pogoj. To je nekoliko grenak priokus, pa vendar je bilo na Evropskem svetu to doseženo s konsenzom, tako da verjamem, da gremo lahko z nekaj več optimizma tudi v prihodnost, kajti čaka nas veliko problemov, čaka nas sprejem finančnega okvirja triletnega, potem nas čaka še okoljska problematika in vsa ta vprašanja, ki so danes pereča v Evropski uniji. In Slovenija bo znala tudi svoje interese seveda uveljaviti in sem prepričan, da je to neka dobra popotnica vendarle tudi za naprej. Imeli ste priložnost tudi izraziti, kateri resor bi nas zanimal glede komisarja, mogoče kaj nas zanima, kaj ste dejali? Ja, zanima nas tudi med drugim širitev na Zahodni Balkan. Večkrat smo poudarjali, da smo mi tisti, ki poznamo Zahodni Balkan, ki lahko prispevamo tudi na tem področju in tudi to je eden izmed resorjev, ki nas zanima. Seveda pa je odvisno od predsednice prihodnje komisije, ko bo potrjena v Evropskem parlamentu, potem se bo tudi začel še ta del zgodbe. Še eno vprašanje, mogoče kako komentirate, bom rekel, odzive doma ali pa tweet, konkretno Janeza Janše, ki je rekel, da je Slovenija bila popolnoma neaktivna v teh pogajanjih, da ste spremljali z odprtimi usti, pa ne znam ponoviti, če ste tega tweeta. Ja, to je težko doumljivo nam povprečnim državljanom, ampak čudi me, da ga ni bilo zraven, pa več ve kot jaz sam, ki sem bil zraven. Tako da važno je, da mi vemo, kaj smo naredili v Bruslju in kako je bilo. Seveda, drugi pa nimajo druge opcije, kot da tweetajo. Hvala lepa. Kaj pa
sodišče Evropske unije bo danes izdalo, ali je pristojno v sporu Slovenija, Hrvaška ali ne? Ja, to bo odločitev sodišča, to težko komentiram, ker tukaj nimam vpliva. Saj veste, sodišča so nepredvidljiva. Kaj pa pravite, mogoče, če lahko komentirate Plenkovića pa njegovo pozicijo, ker je bil pogajalec EPP-ja in govorilo se je, da je pač na vsak način hotel za sebe dobiti ali najpomembnejše mesto predsednika komisije ali mesto in da je Slovenija naj bi preprečila oziroma nasprotovala temu, to dobijo. Mislim, da je gospod Macron svojo izjavo povedal vse in nekaj dodati. Hvala. Hvala lepa. To je vse. Prave. Investicijo. Ali bo lahko malo bolj sem? Bomo pa spravo semle. Aha, my turn. Mačkam bolj. Povejte. Torej, naj mogoče malo o samem projektu pove, koliko časa so priprave trajale, kako je Explication du projet, combien de temps et quels sont les plus grands travaux qui ont été réalisés? Pour le BGA, en fait, j'imagine, ouais, en fait, ça dure à peu près 2 ans pour l'usine. Projekt je za tovarno trajal približno 2 leti. Essentiels travaux se passent en tôlerie. Največja dela so bila narejena v obratu za varjanje Il y a karoserij. eu beaucoup d'investissements dans la tôlerie avec certaines automatisations et robotisations que vous avez vues dans le film. Predvsem tiste nove robotske celice, ki ste jih videli na video posnetku. Ça nous a permis d'arriver en fait à un taux d'automatisation 75%. Torej je zdaj naša karosernica 75% robotizirana. Kakšne so pričakovanja glede prodaje? Les attentes par rapport aux ventes de la Clio 5 et l'estimation de la production annuelle. En fait, notre capacité est 220 000 par an. Torej, proizvodna zmogljivost tovarne je 220.000 vozil na leto. Donc on a toujours la capacité d'aller produire en fait Twingo, Smart Electric et puis BGA. Torej, še vedno lahko proizvajamo in Twinga in električnega Smarta 4.4 ter Not- zraven Clio 5. Notre estimation c'est plutôt 40% Twingo, 40% BGA et le complémentaire c'est avec le Smart EV. Torej, ocenjujemo, da bo razdelitev med modeli naslednja: Twingo 40%, Clio 5 40% in ostalo Smart, Sinon, električni Smart. On a la capacité de produire 2 tiers de notre production journalière pour BGA. Če pa bi se povpraševanje na trgu spremenilo, imamo kapaciteto, zmožnost proizvajati recimo 2/3 Clio. Kaj pa Clio 4? Ste še izdelali? Clio 4, quelle est Clio 4, en fait, de production. la production? Oui, en fait, aujourd'hui, on produit à peu près 400 Clio par jour. Non, la Clio 4, si on l'arrête. la Ah, Clio 4. on arrête quand? C'est ça la question. D'accord, on va arrêter fin juillet. Torej, konec julija zaustavimo proizvodno Clio 4 pri nas. À partir du mois de septembre, donc il n'y aura que nouvelle Clio Torej, 5. ko začnemo v septembra znova po kolektivnem dopustu, bomo proizvali samo Clio 5. Koliko ljudi ste zaposlili za novo založbo? Combien de personnes on a embauché? 200, en fait, nous, on a embauché spécifiquement pour PGA plus de 270 personnes. Torej, specifično samo za Clio 5 smo zaposlili več kot 270 ljudi. Et rappelons qu'en fait, avec l'arrivée de Clio 4, nous avions dû mettre en place en fait 3e équipe. Naj pa spomnimo, da smo eno leto predtem zaradi uvedbe Clio 4 nočne izmene. Et donc le BGA nous permettrait en fait, de préserver et maintenir en fait, cette 3e équipe. Tudi zaposlili torej za ljudi za to nočno izmeno in zdaj zahvaljujoč Clio 5 ohranjamo to nočno izmeno še naprej. Donc en résumé, il n'y aura pas la perte pour l'usine en termes de volume annuel. Torej, za tovarno to pomeni neko stabilnost, nič manj zaposlenih in nič manj Koliko Clio 5 naj bi izdelali letno oziroma dnevno? L'estimation du volume annuel de la Clio 5. Ça peut monter jusqu'à 80 000 par an. Torej, lahko do 80.000 vozil na leto. Per jour? Na leto. Na dan? Na dan, koliko pa na dan? Par jour. 40%. Ça dépend, mais ça peut jouer jusqu'à 600 par jour. Lahko jih izdelamo do 600, ne? Mi prilagajamo. Bo zaradi avtomatizacije. Bomo še to Premier je prej omenil tudi potrebo po prehodu na nove pogone. Boste delali hibridnega Clio,
tudi tukaj, ki je napovedan za prihodnje leto? En fait, il y a une version hybride, dite hybride, en fait, fabriquée à Bursa. Il y a une qu'on appelle en fait micro-hybride qui serait fabriquée chez nous, mais c'est à partir de début de l'année prochaine. Hibridna verzija bojo proizvajali v Bursi, ena tako mini hibridna verzija pa je predvidena tudi za Revoz. Hvala. Samo še eno vprašanje, bolj za šalo kot za res. Danes je ustavila proizvodnja, koliko se je to do zdaj zgodilo med tednom? Combien de fois on arrête la production comme on l'a fait aujourd'hui pour cette occasion? Ah, c'est la première fois. Hvala lepa. V Sloveniji se z avtomobilsko proizvodnjo ukvarja 284 podjetij, ustvarijo 10% bruto družbenega produkta, čez 20% izvoza. V teh podjetjih je zaposlenih preko 16.000 ljudi direktno, če vzamemo še indirektno dobavitelje, ocenjujemo, da je teh 5-krat več in to je pomemben klaster, ki smo mu dali težo tudi skozi Zvišati tudi plače funkcionarjev. Koliko bi vi dopustili, če bi sploh dopustili? No, jaz sem že povedal, da ta hip to ni naša prioriteta. Seveda se strinjam z njimi, da so anomalije, pa to ni od zadnjega dviga, to se vleče že kar dolgo časa, če primerjamo plače sodnikov in drugih funkcionarjev, ker funkcionarji niso samo politični funkcionarji, ampak tudi drugi, je seveda jasno, da je tako, vendar o zvišanju mislim, da se bo treba še pogovarjati, ne bi pa pretiravali s tem zvišanjem. To se mi ne zdi tako pomembno. Koliko recimo bi lahko še dopustili? No, mislim, da maksimum bi bil tam nekje 20%. Vendar, ko se reči, Hrvaški glede arbitraže so edina, ki ima podporo v Evropi, uspeva se nekako preriniti v spredje. Kdo bi bil za Slovenijo najbolj primeren, ugoden šef Evrope, da bi lahko ubranili arbitražne interese? No, seveda, Hrvaška je precej aktivna na tem področju. Če bi mogoče bili bolj aktivni na spoštovanju sodišča in implementirali razsodbo, bi bila zadeva že urejena. Težko je reči zdaj tako, kdo bi bil bolj primeren. Mislim, da se bomo tudi mi morali angažirati pri tem. Je pa res, da mi razsodbo imamo in bo morala to Hrvaška pač spoznati. Zdaj, moč Hrvaške seveda se včasih tudi precenjuje, tako da zdaj pač to se je videlo tudi zdaj pri kandidaturi za najvišje pozicije, ko Hrvaška tega ni dobila. Mislim, da moramo tudi slovensko diplomacijo malo spraviti še malo bolj v pogon in potem bo tudi lažje. Torej, glede na to, kar ste zdaj rekli, ne gre za neko blokado Slovenije, Plenković oziroma kogarkoli iz Slovenije, ampak pač neko nemoč Hrvaške. Ali gre vendarle za neko blokado Plenkovića in strani koga? No, mislim, da je bilo kar nekaj držav, ki so temu nasprotovale, ker seveda so razlogi znani. To je nespoštovanje vladavine prava in tukaj seveda tudi Slovenija ne more popustiti. Ne nazadnje Hrvaška niti še ni ne v Schengenu, nima še niti evra, pa tudi meje ima še neurejene z drugimi, tako da ima za opraviti še kar nekaj dela. Še zasebno šolstvo me zanima. Pravijo, da se lahko zaneti nov spor v koaliciji. Kako pravzaprav ravnati, da ne bo zadeva neustavna? Ja, jaz sem ministra vprašal, če lahko zagotovi, da bo ta zadeva šla skozi ustavno sodišče. Rekel je, da ja. Poskušalo se je zdaj tudi v državnem zboru skleniti nek kompromis,
kar mislim, da bi bilo najbolj pametno, se pravi ne 100-100, niti ne 100-0, ampak doseči nek kompromis, vendar ta hip ni bilo uspešno. Če bo prišlo do kakršnega koli spora, seveda ga bomo reševali, tako kot vedno, lahko pa, da bo šla ali pa skoraj gotovo, da bo šel ta zakon na ustavno sodišče in potem se bo videlo. Sam nisem naklonjen nikoli nekim ekstremom in mislim, da bi se dalo doseči nek pameten kompromis, če bi bila volja. Če bi bila volja. Dobro, še komentar ženska na čelu Evrope. Kako na to gledate? Ja, to je dobro. Tudi gospa von der Leyen je seveda ministrica. Mislim, da bo to kar dobra poteza. Gospa je zelo izkušena in verjamem, da bo resno upravljala svoje delo. Je pa to zagotovo tudi sporočilo, kajti tudi za žensko predsednico komisije je bil že čas. Hvala lepa.